Živijo, danes sem s tabo Monika in lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes bomo govorili o fistingu. Tole nas še pol čaka, ampak ja. Veliko ljudi je izrazilo željo, da bi govorili o fistingu, tako da tukaj smo za vas, danes bomo govorili o tem. Zna se zgoditi, da bosta celo dva dela, ne od današnje epizode, ampak da bo sledila še ena epizoda, ker bom govorila o izkušnjah, direktnih izkušnjah ljudi o fistingu. Danes si bomo pogledali vse v svetu fistinga, kaj to sploh je, kako ga izvajati, na kaj morate biti pozorni in zakaj bi to sploh kdo delal. Tako da pa bomo imeli še review tistega izdelka, ki sem ga prej pokazala, ker to je en must-have izdelek, ki ga rabite pri fistingu. Ne gre se za nobeno igračko, ampak pač za zelo primeren lubrikant. Brez tega, fisting rajne. Ok, tako da, dajmo si prvo pogledati sploh, kaj je fisting. Se pravi, to gre za penetracijo vagine ali pa anusa da obstaja več, bi lahko rekla, da obstaja več stopenj fistinga, ne vem, če bi lahko to rekla, ampak ja, ni nujno, da je tle nekak cela definicija to, da mora biti cela dlan noter, ker imamo tudi te neke umestne faze. Tako da to je v bistvu penetracija z več prsti, s celo dlanjo v vagino ali anus. Tako da, ja, to je to. Pa še kar tako kazančko smo naredili, dajmo ta fun fact predstaviti semle v vodu. Ime fisting izhaja iz angleške besede fist, kar pomeni pest, ampak večina, kar je tle zabavnega, je to, da v bistvu večina sploh ne uporablja dejanske pesti. Pač ne gre se za to, pač ja, ti ka imaš not, če je prostor in če je udobno, lahko narediš pest, ampak ni to ta gib, pa tudi ni, da bi ti s pestjo nekako šel noter. Ne? Tako da bomo si pogledali vse, kako to izvajati. Pač, kar bi rada tle poudarila, je to, da fisting definitivno ni za vsakogar. Ni pa nič nujno to jemati kot nekaj ekstremnega ali pa bolj pogumnega, ampak je samo pač neka drugačna oblika intimnosti, kjer pač partnerja ali pa tudi posameznik raziskuje nekako meje telesa in pa občutkov. Tako da, kaj vse vključuje fisting? Kadar govorimo o fistingu, pridemo tudi do izrazov, kot so, ne vem, handballing, ali pa fistfuck, ali pa duckbill. Duckbill je način ustavljanja, bom tudi pol razložila, ampak ja, to je nekako, če zdaj na hitro povem, to je, ko prste združiš v obliko račke, da je vstop telo lažji pa ne bolet, se pravi pač tisti, ki gledate, pač tako, tak klunček narediš z dlanjo. Ampak, dajmo prvo iti na osnove in to sta te dve glavni obliki fistinga, a ne ločimo vaginalni fisting pa analni fisting. Pri vaginalnem fistingu se obviously več kot očitno gre za obliko, kjer vstavljaš dlan v vagino. Tako, kot sem rekla, to zdaj ni nujno nekaj ful ekstremenga, ampak je pa res, da je pogosto pač to del raziskovanja nekih globih občutkov polnosti, bolj intenzivne stimulacije G točke ali pa celo A točke. Tako da ja, pri analnem fistingu ta oblika je tudi bolj zahtevna in vedno zahteva več priprave in tudi več sproščenosti, pa mogoče celo tudi več komunikacije, pri obojih je to potrebno, ampak mogoče je vse nekako razlika, če že sam recimo govorimo o prstih, a ti da partner 3 prste v vagino ali ti da pa 3 prste v anus, ne mogoče tle neke razlike. Ampak ja, gre se za to, da tudi pri analnem fistingu so pač te mišice, ki so tam dal bolj občutljive in tle pri obeh je pa ključno, da se zadeve dogajajo počas, da je komunikacija odprta, sprotna in tudi, da se zadeva ustavi, če postane boleče ali pa pač kakorkoli neprijetno, lahko je tudi psihično neprijetno to, ne? Tle je treba razumeti, da fisting ni zgolj sam, dajmo roko noter, kakor nek
ekstremen trik, hopa, cupa in to smo zdaj naredili. Gre se za nek proces, ki je bolj počasen, mora biti veliko občutka moraš imeti za to in pa veliko predigre, veliko priprave. Tle tudi pridejo v igro kakšne igračke, a ne recimo, da pač podkuka za analni trening, ko imaš kakšne sete teh čepkov za trenirati, tudi tle lahko uporabljaš kakšne manjše dilde, pa pol postopoma na večje dilde, pa potem naprej na prste in roko in tako. Ne sme biti nobenega tekmovanja, ne sme biti nobenih pritiskov, ne sme biti nič pač kakršnega koli siljenja. Čim pride do nekega siljenja, se telo zakrči in ni okej. Niti v glavi ti ni okej, niti dol ti ni okej. Če so misli, če zakrčene in ti neki notlačeš, pač pride samo za poškodbe. A ne? Se pravi, en element, ko sem ga že prej omenila, ki je pa res izjemno ključen, je pa ta, da je uporabite ogromno lubrikanta, ki je namenjen za fisting. Lubrikanti za fisting so malo drugače zasnovani, to si bomo pol pogledali pri reviewju izdelka, zakaj sem točno tega zbrala, ampak ja, pač ogromno lubrikanta je treba uporabiti, pomembno je, da imate ogromno zaupanja, komunikacije, pa tudi ne samo verbalne komunikacije, ampak da znate tudi brati znake partnerjevega telesa. Pojdimo naprej. Kako se na fisting pripraviti? Če si med tistimi, ki jih fisting zanima, ampak se ti ob misli na to pojavi tako malo rahlo nelagodje, to je popolnoma normalno. Pač gre za nekaj, kakor sem že rekla, zahteva pač res dobro pripravo, ne nekaj na hiter, sproščenost in pa predvsem potrpežljivost. A ne? Vsi smo navajeni zdaj zelo takih instant stvari, da je vse takoj, če ni vse takoj, je brez veze, če ni vse takoj, takoj nehamo, ni nobene potrpežljivosti, fisting pač ne bo šlo tako. Za fisting si vzamete čas, a ne? Lahko tudi, da prvič, ko probavaš, ne boš uspela ali uspel kakorkoli. Je pa pomemben, da niste takrat pod kakim stresom ali pa razen, če vam to pač predstavlja sprostitev. Že cel teden mi tle ena mišica nad učkom trza. Če kdo ve zakaj ali pa kaj bi pomagal, bom zelo vesela na sveta. In ne, nisem šla še četa spraševati zakaj in kaj. In tudi googlati, ne. Ok. Kakor sem omenila, pač nisem fizično, ampak je tudi psihično, treba se je tudi psihično pripraviti na to, ker to je tudi psihološki proces. Če se to spuščaš v fisting s svojim partnerjem, partnerko, je zelo pomemben, da imata zaupanje in zelo odprto komunikacijo, kadar to počneta, a ne? Pa tudi pred tem, treba se je pogovoriti o mejah, kaj vama je prijetno, kako si boste sporočala, če bo karkoli preveč. Fajn je, da imaš pač safe word oziroma pač varno besedo, se pravi pač beseda, ki ni povezana kakorkoli s seksom, pa ne sme biti beseda stop ali pa ne, lahko je kakšna barva, a ne, da pač to pomeni ultimativno prekinitev početja, ne nadaljuje, ustavi se, prekini, kot tako je zdaj. Dosti ljudi zbere sadje, barve, tudi, kot sem že rekla in tako, ampak definitivno pa, če nekdo reče to besedo, pa drug nadaljuje, to je zelo velik red flag, to je zelo velika kršitev zaupanja in velika kršitev meje tiste osebe. Tako da spoštujte varne besede, ok, pa prej se zmenite. Tako. Tudi če raziskuješ sam fisting, je treba poslušati svoje telo, ne siliti, če ne gre, da ne bo prišlo do kakršnih koli poškodb. Treba si vzeti čas, da delaš sam ali v paru, pač to je pač zelo počasi. In zakaj tle omenjam pri psihičnem procesu, ko sem omenila, treba se je psihično pripraviti tudi na to, da to bo lahko trajalo dlje časa, a ne. Da to ne bo kratko, malo smo te ogreli, ful z lubrikanta smo zlili gor, 1, 2, 3, 4 prste, šlo je do členka, hop, še pa od zraven in zdaj gre, ne. Pač ni tako. Druga stvar, ki je higiena.
preden se lote fistinga, je čistoča res ključnega pomena. Ne mislim zdaj, če je analen, pač je fajn, če pač kakšen analen tuš narediš. Govorimo o rokah oziroma v roki, ki jo vstavljaš v anus ali vagino. Treba si je roke umiti, treba si je nohte prstrišt, mogoče je malo popilt, da niso ostri, še najboljš, predvsem pa odstraniti vas nakita, ne. Zdaj, če vam kakšen, če imate kakšne prstane gor, pa vam to zgine v črno luknjo, ne bo dobro za nobenega, ne, predvsem pa ne za tistega, ki ga bo zgubljeno v njegovem črevesju to. Tako da, umiti roke, postrišt nohte, fino je uporabljati mogoče kakšne rokavice iz lateksa ali pa nitrila, ne toliko tle zaradi higiene, ampak lih zaradi tega, ne zaradi nohtkov, zaradi bolj gladke površine, da pač vse bolj drsi, da se zmanjša trenje in tako. Kakor sem rekla, pri analnem pa analni tuš oziroma pač klistir, pa to je pač čist po izbiri, a ne toliko, da se počutite sproščeno. Ok, naprej, kaj rabe še za pripravo, kakor sem omenila, lubrikant in še enkrat lubrikant. Tle ne govorimo o, ne vem, malo sem stisnil, tako kaj pač pri, ne vem, nekam klasičnem v narekovajih seksu, a ne, se pravi penetracija vagine s penisom, še tako rečem, ampak tle pač res mejte zraven. Mejte zraven to bom pa pokazala, zakaj je tako super, mejte zraven, pač lubrikant mejte zraven, fajn je tudi mogoče, da si pripravite kakšno brisačko pod rit, ali kakorkoli pač je tista oseba, ki prejema obrnjena, niti ne toliko, mogoče pa analnem, če bi pač se kakršen koli nesreča z blatom zgodila, drugače pa zato, ker pač boste res veliko lubrikanta porabili, pa mogoče ni lih fajn, da si tam posteljnino uničite, ali pa kakorkoli, ali pa če delate to na tleh, da ne bo vse spolzko od lubrikanta, pa bo še kakor nesreča, kako kdo kam padel. Brisačka, fino. Ok. Kar se tiče tudi samega lubrikanta, to je treba pač sproti nanašati med samim procesom, a ne takrat, ko že začutiš, da je suho, mogoče takrat že malo pozen, pač kar biti radodaren, ne biti škrti. Ok. Naslednja stvar, kaj je položaj in tempo. Kakšen položaj je vam najbolj udoben, najbolj veste sami, ampak tako, ene par predlogov bom dala, recimo lahko je to na boku s pokrčenimi nogami, ali pa recimo pač nek položaj, kjer imaš popoln nadzor nad gibanjem. Kakšnim je čisto kaj na hrbtu, pa pač noge narazen, kakšnim je v redu na trebuhu, malo je tudi odvisen, kakšni pa tudi, recimo, da se na vse 4 postavijo. Tako, izkušnje so čisto različne, ker je tudi naša anatomija malo drugačna, pa malo je odvisna, delate vaginalni ali analni fisting. Tako da tle malo probite, kaj vam najbolj odgovarja, v kakšnih položajih se tudi lahko zrakno odporine, to je lahko že pač tudi pri navadni penetraciji z pač pač z roko penetrirate. Tam smo malo tak dan, ko malo pozabim besede, tako da, sorry. Ali pa tudi recimo pri seksu, recimo dogi je zelo znan, a ne, če v dogi v seksaš, da takrat ženski pač ful zraka lahko porine v vagino in pol so vaginali prci ali kuifi, a poznate ta izraz, dajte mi napisati. V glavnem, najbolj važen je to, da ste naštimani tako, da vam je udobno. Za tistega, ki pa izvaja fisting, je pa pomembno, tako kot sem že prej rekla, da je zraven tako, da ima lahko popoln nadzor nad gibanjem svoje roke. Ne, da se tam nekaj motovil ful težko, a ne. Kakšni probavajo to tudi tako, da mogoče se lahko, recimo, da ki dela fisting, leži, pa ima tako roko pokrčeno, da je naslanja na komolc, pa se probaš počasi gor usest, ampak jaz bi rekla, da je to mogoče že bolj za one malo bolj napredne. Mislim pa ta položaj tako malo kočljiv, če pač se karkoli zgodi, da se nabijaš gor, tudi ni ok, sploh, če delaš analno. Naslednja stvar je, kar sem prej že omenila, tale klunček. Se pravi, to je tehnika, pri kateri
Se pravi, prvo penetriraš s prstom, 2, 3, 4, ko gre nekako mimo telih členkov, spet zvlečeš ven, dodaš palček in narediš tak klunček, da v bistvu se en tak stožec naredi iz roke, da prstki so skupaj, palc je prislonjen in potem počasi noter. Tale del je najbolj kočljiv, kjer je tudi najširši, se pravi tlele pri členkih, tle kar počas, mogoče malo biti primer, mogoče probati malo rotacije, da se sprosti, mogoče malo dirty talka, mogoče malo zraven stimulacije klitorisa, a ne s kakšnim masažerjem ali pa kukorkoli, kar vam paše. In potem, ko čutite, da je tle sproščeno, potem lahko nadaljujete naprej. Ne silt, če čutite, da je vaginal panus zakrčena, definitivno ne. Pa tudi pri tem delu kar dodati malo lubrikanta. Ok. Pa ne pozabiti, čas je vaš najboljši prijatelj. Čas je vaš najboljši prijatelj. Ok, brez zatikanja. Telo se mora sprostiti, prilagoditi, a ne tem novim občutkom, da se ti pač ok, to je to, da se malo raztegne, da se sprosti, a ne nič silt, sploh pa, kakor sem rekla tle, ko je najširši del. Pač ne, no. Ok, pojmo naprej. Varnost in tveganja pri fistingu. Tle je nek del, ki ga definitivno ne smemo preskočiti, ker fisting je lahko taka izjemno intenzivna, za nekatere celo duhovno povezujoča izkušnja. Pač razumem, da mogoče nekdo, ki ga fisting ne zanima, si misli, okay, kaj boste tle še nekaj nabijali, pač to je pa pač ne, tako cela pest, kaj tle je duhovnega in tako. Ampak za nekatere pač je. In pomembno je, da se zadeva izvaja varno. Se pravi, prva stvar, kar je, nikoli ne smete iti v to brez nekih dogovorov in zaupanja. To mora biti definitivno, če izvajate v paru, nekaj, kar oba želita. Ne, ker to pač nekdo želi provati, kako bi bilo, če ima roko v tep noter. Morate si tega oba želeti. Nikoli ne sme biti narejen iz pritiska ali pa, da bi samo ena stran izkazala radovednost za to. Zaupanje je tle res neka osnova in brez tega pač se telo ne bo sprostilo. To pa, da telo ni sproščeno, pa sam poveča možnost nelagodja, psihičnih posledic in pa tudi fizičnih poškodb. Tako da ja, kot sem že omenila, pač oba dva morata biti za, obema mora biti kul. Druga stvar, kar je, treba je uporabiti zaščito, kot sem omenila. Higiena, rokavičke so zelo priporočljive. Če menjate odprtino iz, vaginalne, analno in tako naprej, pač vedno zamenjati rokavico, vedno svež lubrikant, vedno umiti roke, če delate to brez rokavice, zato ker se pač prenašajo lahko bakterije iz ene v drugo luknjo in nikoli prihaja do infekcij, do vnetij, kakorkoli, pač resno lahko, a ne pač naredite neko škodo. Tudi če pač fisting kombinirate z drugimi oblikami seksa ali pa če menjate igračke. Če si z igračkam pomagate pri izvajanju fistinga, pri sproščanju in da menjate pač igračke, da hočete malo uriti pa malo v vagino, pač dajte jih, so tudi neki robčki za čiščenje in tako, še najboljše pa pač, da res to operete vmes. Lubrikant, seveda pač največ poškodb se zgodi takrat, če damo na stran nesproščenost ali pa siljenje, kar upam, da pač res imate dosti v glavi, da tega ne počnete. Da se ljudje ne zavedajo, koliko lubrikanta rabijo, se pravi, da ga premalo uporabljajo, da ne dodajajo sproti, dajo samo na začetku, pa je pa to. Res je boljše, da ga imate preveč, kot premalo. Naslednja stvar je pač nikoli ne silt, to smo že rekli, lahko prihaja, če silite, do mikropoškodb, raztrganin ali pa celo tudi potem posledično krvavitev.
če pride do česarkoli tazga, vedno nehati. Nikoli ne naprej siliti, vedno nehati. Ja? Ok. Po fastingu je tudi pomembna nega, to je oblika pač malo bolj intenzivne stimulacije. Ne bi rekla ekstremne, ampak intenzivne, zato telo takrat res rab počitek, pa ne samo telo, tudi mogoče je to neka nova taka izkušnja, kot sem rekla, nekateri pač jo kar označijo malo za duhovno, ali pa tako, ki zelo poveže partnerja, in tako da je tudi treba na ta način mogoče malo poklepetati o tem, pač nek aftercare narediti, kar se tiče pa tako fizične nege in čistoče in higiene, treba se lepo umiti z mlačno vodo, a ne, da vas ta lubrikant dol spravite, ne zdaj neke agresivna mila in tako. Če čutite pa po fastingu, ne vem, rahlo pekoč občutek ali pa mogoče rahlo bolečino, pač ne govorim zdaj o poškodbah, ampak tako pač, da je malo telo utrujeno od raztegovanja. Dajte si pač ne zdaj spet naslednji dan pač ne hop cup, ampak dajte si vzeti mogoče par dni premora, da se stvari malo nazaj postavijo. Sploh, če je bilo šlo to za kako analno zadevo. Tako fajn je tudi mogoče razne kakšne te kremice, ki so za dol, a ne govorim o kakšnih kremah, ki so namenjene glivičnim okužbam, pa tako vlažilne kremice, kakšne masne kremice, Bepanthen in tako pač to. Če pa se pojav krvavitev, oteklina, res bolečina, tako da bi se pojavljala, ne pač, da ni ok, da čutiš, da ni ok, takoj poišče zdravniško pomoč. Ja? Tako, kot sem rekla, tudi ta aftercare za psihološki del je pomemben, se pravi, malo se pocrkljati, malo stisniti, malo poklepetati. Gre se za to, da v bistvu ti po taki bolj intenzivni izkušnji telo pa glava, da nekako nazaj pristaneta. Ne vem, kako bi drugače se izrazila. Ok. Ena stvar, ki bi jo rada še izpostavila, je tudi to, da je treba prisluhniti svojemu telesu in ne glede na to, koliko izkušenj imaš, pač vsak fasting je lahko drugačen in en je lahko malo bolj čuten, drug je bolj intenziven in ja, pač brez ciljenja, tako kot sem že rekla. Tako da ja, tudi tisti, ki izvajajo fasting, vejo, da pač ni vsak fasting enak, da lahko enkrat pač ne gre, enkrat je full fine in tako. Tako da ja, ne zdaj mislili, da ko ste enkrat to naredili, da zdaj bo pa skozi tako, pa od zdaj naprej bo kar super šlo, ne? Da zdaj bo naslednjič pa kar flump roka noter, ne gre tako. Ok. Zdaj ene par stvari bi še rada izpostavila tle, prej smo govorili o tehnikah pa o položajih pri fastingu. Tako, zdaj, ko vemo, kako se pripraviti, pa da je res varnost na prvem mestu in tako. Tako, pogledali si bomo še, mogoče bilo boljše, če bi to prej povedala, ampak dobro, se nima veze. Ta prva stvar, ki je bil ta duckbill, se pravi klunček, račji klun. To je pač ena izmed najbolj znanih tehnik. Povedala sem že, kako se jo naredi, tako da ja. Ko je pa dlan noter, a ne, pa se prsti pa lahko počas razprejo, pa nekako ustvarijo ta občutek polnosti. Se pravi, da nimaš tako noter, a ne, da ni tako, ampak da se potem malo pač sprostijo. Treba je tudi, kako bi rekla, ne, pač ni fora zdaj, da imaš ti to skozi tako noter, ampak tako neko tako mehko gibanje ustvarjaš, pa moraš res poslušati odziv telesa. Tako da, ja, to je to. Potem imamo pa še knuckling, to je pač, ko ne gre za to, da bi se ustavila celotna roka, ampak da se ustavi le del roke do členkov, se pravi mogoče ta del teh 4 prstov. To omogoča pač bolj tako močno, ampak bolj nadzorovano stimulacijo G točke, lahko je tudi palček zraven, ne, se pravi do te točke nekako. S tem lahko naredimo neko tako bolj močno stimulacijo G točke ali pa prostate, neodvisno za kaj se gre, ne da bi v bistvu šli nekako preglobok. Pa pogosto se uporablja kot neka umestna stopnja, tako kot sem rekla, tle pač
ta del je najbolj tak kočljiv, ne. Poj pa še twist and feel, se pravi, to je to, ko je že dlan v notranjosti, se lahko uporabljajo kakšni taki nežni rotacijski gibi, se pravi pač, da malo roko vrtimo, ali pa pritisk s prsti navzgor za stimulacijo G točke ali pa kakšnih občutljivih točk. Pa ne, to ni zdaj, da boste vi vrtali tam, a ne, noter po luknji z enim vrtalnikom, ampak bori se bolj za neko tako nežno masažo, a ne? Pa raziskovanje notranjosti, da malo uživate v tem občutku, pač da imate roko tam noter in da ta druga oseba tudi uživa v občutku polnosti in tako, da vam je fino. Ok? Prej sem že omenila nekaj položajev, ki olajšajo fisting, pa dajmo pogledati, pa če sem jaz kjer ga zgrešila. Se pravi, rekli smo na boku, rekli smo na hrbtu s pokrčenimi nogami, doggy style, evo, ker sem si zapisala. Na robu postelje ali pa stola. Se pravi, oseba, ki prejema, a ne, roko, leži ali pa sedi na robu, tako da ima partner potem popoln dostop ali pa pregled pač nad dogajanjem. Je pa tudi tako, zelo dober položaj za nek kontroliran tempo to. Kaj je pač ključno pravilo vseh teh položajev tle, v bistvu to, da tisti, ki sprejema, vodi. A ne? On ima glavno besedo tle, ne ki daje roko noter. In on je tisti, ki daje tempo, oziroma njegovo telo je tisto, ki daje tempo, se pravi tisti, ki sprejema. Najboljša tehnika, ki bi jo vam pa tle svetovala, je pa res to. Najte položaj, ki vam je udoben, ker, kakor sem rekla, vsak ima različno anatomijo in pa poslušanje, zaupanje pa nežnost. Ne? Pač res, vem že, da ponavljam čez cel podcast to, ampak komunikacija in pa predvsem zaupanje, pa res se ustaviti, pa biti nežen, pa biti potrpežljiv. Ok. Zdaj pa mogoče še malo več o samem vaginalnem fistingu in potem pa še pogledamo posebej analni fisting. Torej, vaginalni fisting. Ja, pač ljudje imajo še zmeraj neko predstavo, oziroma mislim, da to ne bo lih zginalo, da pač si predstavljajo, da je to nekaj bolečega, da je to nekaj, ki hoče ki pač ima roko. Da je to ponavadi nekdo, ki hoče pač roko imeti v vagini, in on ta drug trpi in mu pusti, da to dela, Dostkrat naletimo na kakšno tako predstavo, ampak v bistvu gre za neko zelo čutno, globoko izkušnjo. Mnoge ženske, glede na to, ko govorimo o vaginalnem fistingu, mnoge ženske jo opisujejo kot neko popoln občutek polnosti, povezanosti in pa sprostitve. Tako da ja, tako kot sem že rekla, telo mora biti pripravljeno. Kar se tiče same vagine, vagina je pač elastična, je sposobna razširitve, vsega tega se zavedamo, pač nekako je tudi namenjena temu, da pač do rojevanja in tako. Ampak kljub temu to ne pomeni, da se roka lahko sam kar ustavi noter. Koliko sem že omenila, dolgotrajna predigra, sploh pomembno je, razno poljubljanje, božanje, stimulacija klitorisa, prsti, jezik, kakšnim dirty talk, full pali. V glavnem pač mora biti psihično sproščena, telo mora biti vzburjeno, zato ker telo, ki je vzburjeno, se mišice sprostijo in naravno se nekako pripravijo na bolj intenzivno stimulacijo. Kam se nanese lubrikant? Na roko in na vhod na vagino, pa spet dodajati med potekom. Kako začeti, sem že povedala, vedno pač začnemo z manjšim, nadaljujemo z večjim in potem pač, ali z večjimi prsti, lahko so tudi igračke in potem pač ta duckbill in roka, Kar se tiče samih občutkov, zdaj tle bi izpostavila G točko pa A točko, ki je dlan nekako noter in lahko stimulirate G točko, ki je pač na tej zgornji steni.
ali pa A točko. A točka je pa bolj globoka, ne, pa tam pri materničnem vratom, tako proti materničnem vratu. In veliko žensk je upisalo v bistvu fisting kot neko ne samo globoko sprostitev, kot sem že prej rekla, ampak kot neko valovanje, včasih celo čustveno sprostitev, ne vem, smeh, toplino, kakšne tudi joka, ne, ampak to je vse sprostitev čustev, ne kot jok, boli me, nehaj, dej, ja ne, pač jokam od bolečine. Tako, da ja. Pri analnem fistingu, ja, dajmo pogledati si malo anatomijo anusa. Anus ima dva sfinktra, se pravi, to sta zaprta mišična obroča, ki se morata sproščati postopoma. Če pač se poskuša iti prehitro, se pač itak te dve mišici refleksno skrčita in to povzroči ekstremno nelagodje, ekstremno res pač ne okej, bolečino in tako. Zato pri analnem fistingu še toliko bolj poudarjam, res počasi, a ne? Spet je izredno pomembno pripraviti anus na vso dogajanje, ki sledi. Tle lahko tudi vključite kakšno masažo, a ne, celotne zadnjice, pač ritke, masaže ritke, da ne bom toliko strokovna, prvo sprostiti s prstom, z manjšimi igračkami, z analnimi čepki, vibracijskimi, tudi vibracijski čepki so analnimi vibratorji, pazite, da uporabljate nekaj tazga, če uporabljate igračke, da ima bazo, a ne, zato ker če ne lahko vide pač gor v črevo. Kaj je baza? To je v bistvu razširjen spodnji del, ki zgleda kot spodnji del sidra. Tako da, ja. Fajn je, če prej pač naredite analni tuš ali pa klistir, če ne. Če vam pač to ni, pa ne, a ne, pa pač ne naredite, ne. Bom tako rekla, marsikdo naredi to, zato ker prispeva mogoče k večji sproščenosti, ker te ni strah, razen če ti je to vseeno ali pa celo všeč. Večini ljudi pomaga se dodatno sprostiti, ka vejo pač, da so se umili, pa da ne bo zdaj, da se ne bojo pač pokakali sred analne stimulacije ali pa analnega fistinga. Lubrikant tle je še toliko bolj pomemben, ker anus se ne vlaži sam, a ne. Res uporabite lubrikant, ki je namenjen fistingu, pa obojmu tle pa še toliko bolj paziti, prosim. Spet začnete z enim prstom in počasi gradite. Velikost. Pri analnem fistingu, kako opisuje občutek, v bistvu podobno, a ne sam, se pravi ta občutek polnosti, spet ta toplina, potem pri moških je tudi pol pritisk na prostato, a ne, kar lahko vodi spet do nekih izjemno močnih orgazmov brez stimulacije penisa. Tako da to. Za nekatere pa spet to neka bolj čustvena izkušnja, ne, pač občutek zaupanja, predaje, povezanosti in vsega tega. Tako da ja, po fistingu, kakor sem že omenila, treba si je po vsaki tej seansi vzeti čas za počitek. Tle ni nič drugače, samo to še enkrat spomnim. Okay. Zdaj smo pa prišli do mitov o fistingu. Te bom pa kar prebrala. Tako da, pojmo. Ta prvi. Ko ljudje slišijo besedo fisting, se pogosto sprožijo predsodki. To je res. Ne? Tako da, poglejmo si, ne, zdaj le bo, mit. Ta prvi mit. In ti predsodki so, recimo, fisting je boleč. Fisting ni, bom tako rekla, ja, pride lahko kakšen moment vmes, ki pač lahko zaboli, ni pa tako neka bolečina, če to izvajaš pravilno. Ne sme biti boleč konstantno, ker če ti to konstantno, lahko da mogoče v kakšnem momentu malo zaboli, ampak če te konstantno boli, potem je to znak, da tega pač ne počni, a ne? Vsaj v tistem momentu, ker nisi dovolj pripravljen, sproščen, ne vem, mogoče en prst preveč bil, ni bil še čas za to, prehitro si šel naprej, ni bilo dosti lubrikanta, kakorkoli. Izkušnja fistinga ne sme biti boleča.
Okay? Drugi mit, to je nekaj, kar počnejo sam ekstremisti. Pač fisting, jaz razumem, kako lahko ljudje pač označujejo to za neko ekstremno zadevo, ampak, kot sem rekla, to je ena izmed poti, da bolj intenzivne stimulacije, ne bi pa uporabljala tle besede ekstremno. Eni primerjajo, tako kot sem rekla, fisting z nekaj bolj poduhovljeno izkušnjo, en drugi celo primerjajo to z nekim tantričnim seksom. Zakaj? Zato, ker pač gre za to počasnost, gre za povezanost, gre za res popolno prisotnost v trenutku. Takrat moraš biti res pač prisoten. Ok. Tam je bil ful všeč. Kaj enkrat to narediš, se telo raztegne zavedno. Se pravi, pač kar anus imaš raztegnen, vagino imaš raztegneno, in pač naokrog hodaš, ne vem kako, tako da ti kar pada ven vse, ali ne razumem. Mišice v vagini pa anusu so elastične in po stimulaciji se pač naravno vrnejo v prvotno stanje. Pač, če zdaj ni prišlo do nekih poškodb, normalno. Pač gre nazaj. Fisting je sam za pare. Fisting lahko tudi sam delaš. Če imaš dovolj dolge roke, pa če ti paše, pa če se želiš raziskovati, tle ni pač to nič sam za pare. Tako da s tem se pa res naučiš poslušati svoje telo, pa raziskovati, pa tako, ne vem. Je pa dostkrat tudi tako, če ti fisting daj solo izvajaš, je mogoče pol tudi lažje s partnerjem. Stokrat pač sam mogoče malo že nekako se pripraviš, ne samo fizično, tudi psihično, pa tako že malo imaš feelinga. Sleden mit, to je sam fizična praksa. Kakor že cel čas govorim, za mnoge je fisting pač res intimna izkušnja, zelo čustvena izkušnja in duhovna lahko za nekatere. Eni so rekli, da jim je tudi to kot neka meditacija v dvoje, ker prihaja do popolnega fokusa na občutek, na dihanje, na povezanost in vse to. Tako da pač komunikacija, sprejemanje, potrpežljivost, spoštovanje do partnerja, predvsem tudi. Tako da jaz mislim, da smo tle sproti pokrili tudi emocionalni pa intimni vidik fistinga, se pravi, če bi sam fisting opisali kot da je to samo akt ustavljanja roke, bi v bistvu mu odvzeli bistvo. Fisting je pač zelo intimen. In tak ranljiv trenutek v spolnosti, zaradi zaupanja, zaradi sprostitve, zaradi tega ti se takrat res razgališ pred partnerjem, pa ne vem, drug pred drugim predata si telo na tak način, opisovanje fistinga tudi kot, ko se telo končno preda, tako, dovoliš, da te nekdo drug resnično začuti, pa tudi hkrati spoštuje, tvoje meje. Da res čutiš to, da nekdo spoštuje tvoje meje. Tako da Zdaj, tle se mi je zdelo zanimivo, da omenjam tudi zgodovinski pa kulturni kontekst fistinga, ker marsikomu se kakšne spolne prakse slišijo zelo kot nek sodoben pojav, ko si mislili, to so te fetišisti, to so te kakorkoli alternativni, pač ne. Fisting res obstaja že zelo, zelo dolg časa. Pojavlja se v različnih obdobjih, pojavlja se v različnih kulturah, pojavlja se v ritualih, tabu praks, mislim, I guess. Spet simbol moči, simbol povezanosti. Zdaj, prve omembe sem najdla, da naj bi bile že v nekih umetniških literarnih upodobitvah, ki nekako nakazujejo, da so podobne oblike penetracije poznali že v starem Rimu pa Grčiji. V teh kulturah je bilo v bistvu pogosto razumljeno kot nek prostor raziskovanja, užitka pa moči. Tako da vemo, koliko dolgo nazaj.
V 20. stoletju, ja, pač v 20. stoletju se je tudi nekako v 20. stoletju so se nekako začele pojavljati bolj specializirane ali pa prve specializirane BDSM skupnosti, leder skupnosti, kjer je bil pač fisting znotraj teh skupnosti pač razumljen kot neko dejanje popolnega zaupanja. Tako da ja, takrat se je tudi pojavil izraz handballing. Tako da ja, a ne, to. Pol pa mislim, da naprej se pa kasneje, vemo, da vmes je bila neka taka AIDS kriza in potem je fisting postal tudi nekak del širše razprave o varni spolnosti, higieni, zavedanju lastnega telesa in tako ne, dosta je tudi to pač vključevalo to, ker so pač vedela, ne, to se izvaja, da imamo pač, pogovoriti se o tem, da bo varno in tako, kaj treba, ne. Pač in od takrat naprej se je pa tudi bolj govorilo o fistingu nekako o eni bolj zavestni, odgovorni praksi, ne pa zdaj pač, kad so takrat nekako vmes pač označili to za nek fetiš in tako. Danes ljudje, ja, pač predsodki so še ful v fistingu, ljudje se zgražajo, predstavljajo si te nekaj kot nekaj izjemno bolečega, ampak vseeno pač nekateri ljudje pa že razumejo to kot nekak del spolne svobode, pa raziskovanja telesa. Jaz sem opazila, da je tudi veliko vodičev o fistingu, dosti YouTube posnetkov, pač ne mislim tako porno posnetkov, pač da oni nazorno kako kažejo, kako se to izvaja, ampak dosti recimo tudi kot ta podcast, v tujini recimo, jaz sem pač še tuje gledala, da pač res širijo besedo o tem, kako to izvajati varno, kako to izvajati nasplošno pač v smislu nevarno sam tako fizično, ampak tudi tako, pač kaj vse je potrebno. Tako, vse to, kar smo danes govorili v bistvu, da se ne bom preveč zapletala, kot se zelo rada. Za nekatere fisting tudi lahko pomeni ne samo pač to zaupanje, povezanost in tako, ampak tudi mogoče mal izziva. Ampak ja, kakor sem rekla, važno je, da se spoštujejo meje, pa da si pač to oba želita, če pač delata to v paru. Ok. Vprašanja poslušalcev, tle smo imeli predvsem, zakaj bi sploh kdo hotel fisting. Jaz upam, da sem vam s celotnim tem podcastom to odgovorila, pač gre se za raziskovanje, za povezanost, pač fisting je res en tak del, ko ti čutiš v tistem momentu zaupanje, ko čutiš pač neko povezanost in tako. Dosti teh različnih praks, ob različnih praksah lahko to čutimo, tako da ja, to so bila najpogostejša vprašanja. To vprašanje se je najbolj pogosto pojavljalo. Bil je pa fisting tudi parkrat, kakor sem že omenila, prošnja, da naj govorim o tem. Upam, da sem vam odgovorila na vprašanje o fistingu s tem, ki ste jih tudi že tako imeli. Zdaj vam pa pokažem še review izdelka, ki ga lahko dobite pri nas, in to je znamka Butter. Znamka Butter se je v bistvu kar nekako specializirala v fisting, ker imajo tudi igračke v svoji kolekciji, kot so tudi tiste take roke, mislim, da je tudi ena roka, pač stožci in tako. Med drugim se pa najdejo tudi te geli, ki so v različnih oblikah. Eno so tudi kot masla in tako. Jaz sem vam želela danes pokazati oziroma govoriti o temu fist gelu. Zakaj se mi zdi ta gel ful dober? Pač dejansko tega bi priporočala tudi za analno stimulacijo, pač ima to formulo, ki je bolj gosta, kar res dolg časa ohranja to svojo spolskost, ni tako, da bi se kar upila ali pa kar zdrajsala v smislu, da takoj postane suho. Ful je fajn, ker se odpre ta celoten pokrov in ti v bistvu odpreš, postaviš zraven, ne vem, na tla, kamorkoli poličko poslo, kjerkoli pač izvajaš fisting in lahko z roko zajamaš, noter. Tako da, ja,
Ali pa mogoče boljš bi bilo, da ne zajemate z roko, a ne, da mogoče imate noter kakšno to jedilno žlico, pa si date na roko, ne, pa ful je lahek dostop, no. Ker ne vem, ne bi lih, a ne, dajali roke v rit ali pa v vagino, pa potem noter, pa to drugič uporabljali, pa tako. Jaz pač priporočam, da si vzamete eno žličko ali pa žlico boljš, pa si potem kar nadevate na roko to. Ja, ful je dostopen, ful je fajn, cena je tudi v redu, pa dobite ga tako, ne mislim, da je tle pol litra noter ali 500 gramov. 500 mililitrov je noter. In ja, vem, da pač, če rečem pol litra, da to niso grami, ampak okej, ne, 500 mililitrov, pol litra je noter. Tako da ja, definitivno za vse tiste, ali pa kaj iščete neki za analen seks, ki bi vam res dolgo zdržali, da ne rabite dodajati, nima nobenih učinkov mrtvičenja ali pa karkoli, v bistvu je pač res na vodni osnovi. Tako da se tudi opere ful dober. Jaz od vseh lubrikantov, ki sem jih sprobala, poleg unga klasičnega, ki se mi zdi, da je pač res dober, da ga imate. Recimo ta od Delicate Drops naš je ful fajn, ker se lepo dozira, embalažica je ful luškana, pač, da tako ga imate, da če se spuščate od kakršne koli bolj intenzivne stimulacije, da pač imate tega. Ta je res vrhunski. Tako da ja, jaz bi danes tole kar zaključila. Mislim, da sem vam vse povedala. Prosim, thumbs up, naročite se na kanal. Mislim, da bom naredila potem še eno epizodo o tem, da vam berem pač zgodbe od fistinga, od ne vem, mogoče prvih izkušenj fistinga ali pa kakšnih malo bolj izkušenih, kaj oni priporočajo. Ampak ja, mislim, da smo danes kar vse tle zajeli. Če si to danes poslušala do konca, upam, da si dojela, ali pa ugotovila, da fisting res ni to, kar prikazujejo neki stereotipi, ni nek ekstrem, ni nekaj, kar se zgodi na hitro, je res neka praksa, ki zahteva čas, potrpežljivost, komunikacijo, zaupanje, veliko znanja. In fisting je v bistvu res en tak čudovit primer tega, kar seks pač v bistvu je, ne, zaupanje, komunikacija, raziskovanje, ne, povezanost, vse to, kar sem že 100-krat povedala. Gre za občutek varnosti, ko veš, da te partner res posluša, a ne, tako. Res je ena taka izkušnja, ko začutiš tudi ti svoje telo, ko začutiš svoje dihanje, ko začutiš neke meje telesa, kaj ti je kul, kaj ti ni. Kako sporočati partnerju, a ti je v redu, a ti ni, a bi še, a bi ne bi, a kakorkoli. Pač res je ena taka, ni žalostanje, pač za moje ljudi je tako predstavo, jaz ne pravim, da bi pač mogli zdaj, fisting, ful dobro, ne pravim to za nobeno prakso, tudi kakšne recimo različne fetiše, BDSM prakse, karkoli pač je vam tako, a ne, ampak zato imamo te podcaste, da pač vidite, da imate mogoče malo bolj da mogoče malo odprete svoje obzorja, mogoče pač vidite, da niso te stvari take, kakor vam jih neki stereotipi ali pa celo filmi, ne, kakšni filmi prikazujejo, ne. Se spomnim, ko je bil ta en sejem, taka neerotičen in je bil nek nastop in je prišla na gor in je dala noge na razen in ona je kar roko zarila noter, in pa imajo ljudje dostikrat predstave, da to kar tako zgleda, ne, pač to ne zgleda tako, to pač morate vedeti, oni so profesionalci, velikokrat to počnejo, drugače se navajajo na te stvari in tako. Zdaj vi, če ste pač s partnerko doma ali s partnerjem, kakorkoli, pač to ne bo kar flunk, da ti roko noter, zdaj bo pa tako, kakor sva videla tam na porno filmu. Pač ne, ne. Niti ni namen fistinga, to ja, se je vzburljivo, roko je not, hop, ne, wow, ne, ampak ni pa zdaj namen, da boš ti prišel pa zaril roko noter, pa ne. Tudi ta cela pot do uspeha, da pač dobiš roko noter, je zelo taka povezujoča in tako. Tako da ja, pač res je ena taka bližina, ki ti ostane, ne. Tako da ja, s tem zaključujem današnji podcast. Upam, da ste uživali, pa da se vidimo naslednji teden. Čau!